Dobrodošli nazaj v Osi resnice, kjer je bil ameriški predsednik znova skoraj žrtev atentata na večerji, polni prav tiste medijske elite, ki je leta normalizirala retoriko, zaradi katere se politično nasilje zdi moralno upravičeno. In zdaj želijo isti ljudje, ki so pomagali spremeniti to sovraštvo v politično znamko, igrati presenečene, da jim je nekdo končno verjel. Pogubimo se. Zdaj so osumljenca organi pregona identificirali kot Cole Thomas Allen, 31-letnika iz Torranca v Kaliforniji. CBS je poročal, da se je v hotel prijavil dan pred večerjo, potoval z vlakom iz Los Angelesa v Chicago in nato v Washington, ter so ga na posnetkih nadzornih kamer ujeli, ko je drvel skozi varnostno kontrolo pred dvorano. Preiskovalci so zdaj zasedli mobilni telefon in drugo elektroniko, ter so iskali sodne naloge za preiskavo in preučevali zapiske, najdene v hotelu, kot del preiskave motiva. Vendar je že znano, da je Allen nekaj svojih zapisov poslal družinskim članom pred napadom. Eden od družinskih članov pa je celo obvestil policijo zaradi zaskrbljenosti. Približno 10 minut pred napadom je svoji družini poslal manifest s 1052 besedami in ga podpisal kot Code Force Friendly Federal Assassin Allen. In v tem pismu je svoje tarče opisal kot uradnike Trumpove administracije. Zdaj je generalni tožilec Todd Blanche povedal, da so v predhodnih ugotovitvah navedli, da se je zdelo, da je osumljenec ciljal na člane Trumpove administracije, vključno s samim Trumpom. In prav to smo videli v manifestu. Allen je dejansko nekdanji študent Caltecha, ki je kasneje magistriral iz računalništva na Cal State Dominguez Hills in je večkrat delal za C2 Education, podjetje za inštrukcije v Torrancu. Bil je obsesivno obremenjen s Trumpom in je celo prispeval manjši znesek za kampanjo Kamale Harris oktobra 2024. Tudi njegova družbena omrežja so bili polni proti-trumpovske in proti-krščanske retorike. Torej, bodimo zelo jasni, zakaj je šlo. To ni bil nek naključen varnostni incident ali trenutek ameriškega političnega kaosa. Šlo je za poskus političnega atentata. In prvi dokazi kažejo na osumljenca, ki je prevzel prav tisti moralni svet, ki ga sodobna levica prodaja že leta. Prepričajte se sami. Veste, na ulicah mora biti nemir, dokler je nemir v naših življenjih. Sovražniki države. Pokaži mi, kje piše, da morajo biti protesti vljudni in mirni. Naredi nekaj glede očetovih praks priseljevanja, ti nesposobnica. Ko oni igrajo umazano, mi ne smemo. Kako se upreš skušnjavi, da ne stečeš k njej in ji ne zaviješ vratu? Največja teroristična grožnja v tej državi so beli moški, večina jih je radikaliziranih na desnici. Kdaj je nazadnje igralec izvedel atentat na predsednika? Še vedno bodo morali iti ven in ustreliti Donalda Trumpa. In to je dejstvo. Poglejte, kako je njegov lik zaboden do smrti. Kje je John Wilkes Booth, ko ga potrebuješ? To je to, tam je, tega gor. Veliko sem razmišljala o tem, da bi razstrelila Belo hišo. Senatorka Zvezne države Missouri je pod preiskavo tajne službe, potem ko je izjavila, da upa, da bo predsednik Trump umorjen. Danes zvečer bom šla in ubila Trumpa. In če vidite kogarkoli iz te vlade, v restauraciji, v trgovini ali na bencinski črpalki, pojdite ven in ustvarite množico. In se jim postavite po lobu in jim poveste, da niso več dobrodošli, kakorkoli že. Ali je sploh čudno, da ljudje izgubljajo razum, ko jim takšna propaganda vcepljajo v glavo? 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Trump je Hitler, republikanci so fašisti, kristjani so zatiravci, Amerika je zlobna, Izrael je genociden, Zahod je problem. In če vse to poslušaš dovolj dolgo, nekdo na koncu odloči, da nasilje ni več nasilje. To je odpor. Točno to, za kar se kult smrti svobodne Palestine zavzema že več kot 2 leti. In tukaj postane zgodba še bolj zlovešča. Kajti moški, ki se je pojavil v Washington Hiltonu, je le del zgodbe. Preostanek zgodbe je mašinerija, ki je ljudi, kot je on, naučil tako razmišljati, ki je normaliziral politično nasilje. In čeprav smo to videli na desnici s prevrženim sprejemanjem izmečkov nacistov, kot je Nick Fuentes, se to pojavlja tudi na levici, ki nenadoma normalizira enega najbolj grozljivih sovražnikov Judov v javni sferi. In tukaj nastopi Hasan Piker. Hasan Piker ni nek naključni streamer v kleti s 3 sledilci in obročasto lučjo. Postal je nekakšen novi ljubljenec levice. Eden najbolj vplivnih levičarskih političnih komentatorjev, z milijoni sledilcev, ogromnim mladim občinstvom in platformo, ki ga je naredila za eno glavnih vstopnih točk generacije Z v levičarsko politiko.
ADL je njegovo skupno število sledilcev na družbenih omrežjih ocenil na približno 11,3 milijona aprila letos. Mimogrede je tudi nečak Cenka Ujgurja. Predvidevam, da je obsesivno sovraštvo do Judov družinska lastnost. Ko pa pogledamo njegovo ogromno levo usmerjeno platformo in zakaj se uporablja, je zelo jasno, da to ni le običajno socialistično igranje vlog moškega, ki je obogatel s prodajo revolucije otrokom na Twitchu. Aktivno je uporabljal svojo platformo za normalizacijo ideje, da je politično nasilje smešno, upravičeno ali celo potrebno, kadar je usmerjeno proti tistim, ki jih sam smatra za prave ljudi. Poglejte si. Kolikor jaz razumem, se lastniki nepremičnin tam odločijo, da jih sploh ne oddajajo. Ja, ubijte in pobijte tiste pke na ulici. Naj se ulice napojijo z njihovo prekleto rdečo kapitalistično krvjo, stari. To je tisto, s čimer milijone mladih ljudi hranijo novi internetni radikalci, ki so priljubljeni pri levici. In tukaj upravičuje umor izvršnega direktorja United Healthcare Briana Thompsona, ki ga je označil za krivega družbenega umora. Poglejte. Engels je pisal o pojmu družbeni umor. In Brian Thompson, kot izvršni direktor United Healthcare, je izvajal ogromno družbenih umorov. Sistematizirane oblike nasilja, strukturno nasilje, revščine, dobičkonosni, plačljivi zdravstveni sistem v tej državi. In posledice tega so ogromne količine bolečine, ogromne količine nasilja, ogromne količine smrti. In to je bila zame fascinantna zgodba, ker je Mary zelo drakonska glede kriminala in kaznovanja. Na tem področju so zelo črno-beli in vendar sem zaradi vse prisotne bolečine, ki jo je zasebni zdravstveni sistem povzročil povprečnemu Američanu, videl, da je toliko ljudi takoj razumelo, zakaj je do te smrti prišlo. Ta tip je tak idiot. Ne morem, prav boleče mi je, da ga sploh poslušam. Ni samo popoln bedak, ko gre za kakršnokoli ekonomsko politiko, ampak so tudi njegove miselne akrobacije, s katerimi upravičuje te grozljive zločine nad nedolžnimi ljudmi in celo njegova upravičevanja sama po sebi. V tem posnetku govori o tem, kako je Amerika drakonska pri kaznovanju. Si resen? Si Turek človek? Poglej, kaj počne Turčija. Poglej, kaj počne katerakoli od islamskih držav, ki jih imaš tako rad in jih tako zagovarjaš. Poglej, kaj počnejo, ko gre za kazniva dejanja in kaznovanje. Hinavščina je neverjetna, ampak verjeli ali ne, je še huje. Ne pozabimo, da je Hasan Piker dobesedno pozival k atentatu na predsednika Trumpa. In dejansko si o tem pisal in obstaja odličen video, kjer si govoril o tem, da veš, nekdo mora to storiti. Vidiš, ko jaz to rečem, vsi točno vedo, kaj mislim. Kar pomeni, mislim, da to kaže, da je veliko jeze, veliko zamer in neizkoriščenega potencijala, pravzaprav neizkoriščenega revolucionarnega potencijala. In mislim, da je to odlična priložnost za organiziranje. Revolucionarni potencial. No, zelo jasno pove, k čemu točno poziva. In to smo videli po 7. oktobru, ko je odkrito podpiral Hamas in zagovarjal točno to, kar je Hamas storil 7. oktobru. In to je nedavno tudi podkrepil, ko se je prepiral študentom na univerzi v Cambridgeu in poskušal upravičiti posilstva in zlorabe Hamasa 7. oktobru kot legitimna dejanja. Poglejte si. Mislim, da je pomembno razumeti zgodovinski kontekst, v katerem je nasilni odpor. Kontekst za umor 100 najstnikov. Je to? Mislim, da je pomembno razumeti kontekst, v katerem se je razvil nasilni odpor, pa naj bo to Hamas ali katerakoli druga oblika militantnega delovanja. To niso barbarske pošasti, to so grozljiva grozodejstva, ki so jih storili, kaj ne? Ampak to ne izhaja iz, veste, nekih zastarelih antisemitskih nagnjenj ali iz želje, da bi šli ven in izvajali množična posilstva. Ali mislite, da bi oni normalizirali take nasilne kazni, glede na to, da so ubijali civiliste? Ne. To je malo verjetno. Ja, sploh jih ne motivira antisemitizem. Samo berejo Mein Kampf v arabščini, vzklikajo o ubijanju vseh Judov in želijo izbrisati edino judovsko državo na svetu. Seveda, prav, ničesar antisemitskega v tem, Hasan. Moški z milijoni mladih sledilcev pogleda ta pokol Izraelcev 7. oktobru, pogleda pričevanja in poročila o spolnem nasilju. Pogleda na najhujši pokol Judov po holokaustu. In njegova moralna ugotovitev je, da to zanj ne spremeni dinamike. Seveda je ne.
Ker v tej islamistični, supremacistični ideologiji, ki jo ima Hasan Piker in za katero se zavzema, Judje niso ljudje. Izraelci niso žrtve. Američani niso nedolžni. Kristjani zagotovo niso enakopravni. Vsi so simboli zatiranja. In ko enkrat spremeniš človeška bitja v te simbole zatiranja, jih lahko dehumaniziraš in upravičiš skoraj vse, kar se jim naredi. In zato je Hasanovo dehumaniziranje tako nevarno. Zdaj, po vsem tem bi mislili, da bi bil nezaželena oseba, vendar ga v levičarskih medijih ali celo na vodilnih akademskih ustanovah slavijo. Vidimo, da se politična kultura, kjer je nasilje nad ljudmi, s katerimi se ne strinjaš, legitimira, vse bolj uveljavlja. To je namerno uveljavljanje tretjesvetništva, ki ga poganjata propaganda in subverzija islamističnega ter skrajno levega ekstremizma. Namesto da bi ga medijska elita obravnaval kot toksičnega ekstremista, je Hasan Piker obravnavan kot kulturni fenomen. Tudi New York Times je o njem objavil profil, o njem kot del novega, levo usmerjenega medijskega vesolja, širši mediji pa ga že leta predstavljajo kot most do mladih volivcev. Namesto da bi se vprašali, zakaj ta most, se zdi, da ta most vedno znova vodi neposredno v antiamerikanizem, antisemitizem in celo politično nasilje. V zadnjih mesecih je predaval študentom na Yaleu, Univerzi v Michiganu in Stanfordu. In to je ta nesnaga, s katero hranijo naslednjo generacijo voditeljev. Moralni sistem, ki je postal tako pokvarjen, da ne zna več ločiti med žrtvami in teroristi, ali med demokracijo in tiranijo, med svobodno družbo in islamističnim smrtonosnim kultom, ki jih skuša uničiti. Ampak zagotovo se politiki distancirajo od teh nasilnih ideologij, kaj ne? Ne današnji demokrati. Tukaj sta Alexandria Ocasio-Cortez in Bernie Sanders, ki sedita s Hasanom Pikerjem. Medtem pa je Bernie objavil to na vrhuncu ironije. Kaj pa Zoran Mamdani, socialistični, teroristom naklonjeni župan New Yorka? Mamdani je postal ljubljenec politične levice v New Yorku, vzpenjajoča se osebnost, ki jo je sprejelo isto gibanje. To gibanje meni, da je Hasan Piker genij, ker je očitno zdaj merilo za genija večurno pretakanje v živo, medtem ko razlaga, zakaj je vsak protizahodni tiran v resnici nerazumljen. Zdaj se je Mamdani sam pojavil v oddaji Hasana Pikerja in celo delil večerjo s Pikerjem, preden se je udeležil sederja za pašo v okviru svojega županskega udejstvovanja. Piker je bil prav tako izpostavljen na Mamdanijevi volilni zmagovalni zabavi v New Yorku, zdaj pa se pretvarja, da je proti političnemu nasilju. Resno? Mamdani je soustanovil podružnico študentov za pravičnost in Palestino na svoji fakulteti, v istem političnem okolju, ki je geslo Globalizirajmo intifado spremenilo v študentski slogan. In Mamdani je večkrat zavrnil obsodbo te fraze v številnih intervjujih, čeprav so Judje opozorili, da so bile intifade valovi nasilja, ki so vključevali samomorilske napade in teroristične napade, v katerih je bilo ubitih več kot 1000 Izraelcev. Čeprav Mamdani zdaj navidezno obsoja politično nasilje, izhaja iz gibanja, ki je leta romantiziralo intifado, ustrahovalo ameriške judovske študente, opravičevalo Hamas in spremenilo sovraštvo do Izraela v pogoj za verodostojnost na levici. Videli smo, kam je ta retorika pripeljala na Univerzi Columbia. Protiizraelski aktivisti so med protestnimi tabori na kampusu zavzeli Hamilton Hall. Zabarikadirali so se v notranjosti, uradniki univerze pa so povedali, da so bili zaposleni med prevzemom zadržani proti svoji volji. In kakšen je bil odziv velikega dela levice? Ljudje kot sta Mamdani ali celo Hasan Piker. Ne groza, ne sram, niti osnovnega razumevanja odraslega človeka, da prevzemanje stavb in ujetje delavcev v resnici ni gibanje za državljanske pravice. Ne, ljudje kot je Piker so to imenovali odpor. Ker kot totalitarna levica enkrat določi, da je nek cilj svet, je vsako dejanje, storjeno v njegovem imenu, razglašeno za pravičnost. Popolnoma ista moralna logika opravičuje 7. oktober in olepšuje Hamas. Tako civilizirana družba ne rešuje političnih ali družbenih zamer. In tukaj mediji nosijo delno odgovornost. Ne zato, ker bi en članek koga prisilil v kaj, ampak ker so mediji zaradi svojega izprijenega sovraštva do predsednika Trumpa pomagali ustvariti celotno kulturo normalizacije ekstremizma. Dali so prostor skrajnežem in ulepšali slogane, vse zato, da bi opravičili islamiste in druge fanatike, ki sovražijo Ameriko in Zahod. Sovražnikom Amerike ni treba premagati Združenih držav vojaško. Če lahko prepričajo Američane, da sovražijo lastno državo, svojo zgodovino, svoje sosede in da vidijo lastne svoboščine kot zatiranje. In to je kampanja za demonizacijo Amerike in demoralizacijo javnosti, kjer osnovne svoboščine prikazujejo kot fašizem, islamistično nasilje pa označujejo kot neko vrsto osvoboditve. Žal sta tako ameriška levica kot desnica postali popolna orodja za to.
Torej ne, ta poskus atentata ni prišel od nikoder. Prihaja iz politične kulture, ki že leta kriči, da je Trump diktator, da je Amerika zlobna, Izrael genociden, Hamas pa odpor in intifada pravičnost, ter da je nasilje slabo le, kadar ga izvaja napačna stran. In zdaj, potem ko je oborožen moški poskušal ubiti predsednika Združenih držav Amerike in njegovo administracijo, naj bi vsi skupaj se delali, da nas ta problem preseneča. To ni presenetljivo. Gre za ideologijo, ki jo vsak dan prodajajo mladim prav tisti ljudje, ki bodo prvi zanikali odgovornost, ko se bo zgodil naslednji napad. No, naslednja novica. Združene države Amerike so pripravljene na pogovore z islamskim režimom v Iranu ta teden v Islamabadu, saj se tuje delegacije že nameščajo. In za trenutek je kazalo, da se islamski režim pripravlja na pogajanja, vsaj na nek način. A ni presenetljivo, da se je vse skupaj sesulo, še preden se je sploh začelo. In to, kar nam je ostalo, ni le propadel krog pogajanj, ampak nekaj, kar veliko bolj razkriva, kdo dejansko vodi igro v tem trenutku. In to niso Iranci, ki so prihajali na pogajanja. Preko vikenda je predsednik Trump odpovedal ameriško delegacijo v Pakistan, v kateri naj bi bili ključni predstavniki, kot sta Steve Witkoff in Jared Kushner. In zelo jasno je povedal, da če bi režim želel govoriti, lahko pokličejo, kar je bolj vljuden način, da poveš, da pravzaprav nikoli ni bilo resnih pogajanj na mizi. Ob istem času je iranski zunanji minister Abbas Araghči potoval med Islamabadom in Muskatom ter se srečeval z regionalnimi akterji. Čeprav so iranski uradniki javno vztrajali, da neposredni pogovori z Združenimi državami sploh niso bili načrtovani. Medtem je Gali Baf, ki je sodelovala v prejšnjih pogajanjih, popolnoma odstopila iz pogajalske ekipe, domnevno pod pritiskom IRGC. Zdaj vprašanje ni več, ali bo dogovor dosežen ali kdo bo popustil, ampak kdo sploh bi bil na iranski strani sposoben skleniti tak dogovor. In odgovor je, da ni nobene jasne funkcionalne odločevalske avtoritete, ki bi lahko pogajala, se zavezala in zagotovo izpolnila kakršenkoli dogovor. In zato vse, kar trenutno vidite, izgleda kot gibanje brez kakršnega koli rezultata. Začnimo z najbolj osnovnim dejstvom, in sicer, da je sistem sredi vodstvene krize, ki je ne more javno prezreti. In ta kriza se osredotoča na Mučtaba Hamenahija, ki je bil postavljen kot naslednik in figura kontinuitete, namenjena temu, da drži sistem skupaj. In vendar je bil Mučtaba Hamenahi, odkar je bil razglašen za vrhovnega voditelja, večinoma odsoten iz javnosti, brez doslednih preverjenih posnetkov, brez javnih nastopov, ki bi pokazali, da ima nadzor, in le s fragmenti, govoricami ter simboličnimi signali, ki resnično odpirajo več vprašanj kot odgovorov. Najbolj nenavaden izmed teh signalov je ta teden prišel iz Mašada, kjer se je na muralu v čast voditeljem režima, ki jih je ubil Izrael v ZDA, med mrtvimi pojavil tudi Mučtaba Hamenahi, kar je podrobnost, ki ne bi smela obstajati, če bi bil režim prepričan, kdo je živ, kdo vodi in kdo odloča. Poglejte si to. Ja, to je. Zabavno je, ker je bilo veliko ljudi zmedenih, ko so tam videli sliko Mučtabe. In čeprav ta posnetek sam po sebi ničesar ne potrjuje, še dodatno povečuje negotovost znotraj sistema glede vodstvene strukture režima. In seveda ponovno kaže, da je IRGC tisti, ki sprejema odločitve. IRGC ni le del sistema, trenutno je IRGC sam sistem in poskušajo utrditi ta nadzor tako nad vojaškimi odločitvami, kot tudi nad diplomatskim položajem, medtem ko civilni obrazi režima še naprej opravljajo formalnosti vladanja brez prave avtoritete ali zagotovo brez mandata ljudi. Ni vam treba ugibati, da se vse to dogaja, saj lahko to dejansko vidite v realnem času skozi lastne protislovja režima. Vključno z izjavo iranskega predsednika Masuda Pezeshkiana, ki je v začetku marca javno izjavil, da režim ne bo več izstreljeval raket na sosednje države in da do napadov ne bo prišlo, razen če bo Iran najprej neposredno napaden. Celo opravičil se je državam v regiji za prejšnje napade. In nato so skoraj takoj iranske rakete in droni nadaljevali z napadi po vsej regiji, pri čemer so izstrelki leteli nad ali v zračni prostor. Na krajih, kot so Katar, Zaje, Bahrajn in druge zalivske države, pa tudi regionalni uradi, ki so Teheran obtožili stopnjevanja, je bilo zelo jasno, da predsednikove besede ne ustrezajo dejanjem države. To je sistem, kjer predsednik nima nadzora ali celo včasih sploh ne ve, kaj se dogaja z vojsko. Enak vzorec smo opazili tudi na diplomatskem področju, kjer tako imenovane zmerne ali reformistične osebnosti kažejo zanimanje za pogajanja, vključno z razpravami o zmanjšanju napetosti in sodelovanju z Združenimi državami.
Le da so bila ta stališča takoj razveljavljena ali spodkopana strani trdolinijašev v IRGC. Zdaj poročila kažejo, da so poveljniki IRGC, vključno z Ahmedom Bahidijem in zavezniškimi osebami, stopili na prizorišče, da bi preprečili te poteze. Za deeskalacijo, vključno s preprečevanjem ponovnega odprtja Hormuške ožine, pa tudi za izključitev diplomatskih kanalov. To bi omogočilo napredek pogovorov. Kar pomeni, da tudi kadar civilne osebe predlagajo neko stališče, končna odločitev leži drugje. To je tudi razlog, zakaj je IRGC tudi med domnevnim premirjem nadaljeval z agresivnimi dejanji v Hormuški ožini, vključno z napadi na ladje, s čimer je neposredno spodkopaval vsakršno trditev, da se režim premika proti deeskalaciji. Hkrati pa gospodarski pritisk na režim s to blokado ne le narašča, ampak dejansko cilja na jedro načina, kako režim preživi. Trumpova blokada Hormuške ožine ne upočasljuje iranskega gospodarstva, pravzaprav ga popolnoma ustavi. Številke so preproste in zelo uničujoče. Približno $276 milijonov na dan izgubljenega izvoza in $159 milijonov motenega uvoza. Tako bi to pomenilo skupno približno $435 milijonov škode vsak dan, kar znaša $13 milijard na mesec. In večina tega prihaja iz nafte, saj Iran izvozi približno 1,5 milijona sodčkov na dan, kar ustvari približno $139 milijonov dnevno. Skoraj vse gre prek otoka Hark, ki obvladuje 92% izvoza surove nafte in nima prave alternativne poti, kar pomeni, da blokada ne zmanjša prihodkov, izbriše jih. In tukaj je ključni del. Iran ima le približno 13 dni skladiščenja, preden je prisiljen zapreti naftne vrtine. In ko se to zgodi, je škoda trajna, saj se lahko izgubi do 500.000 sodčkov dnevne prihodnje proizvodnje, kar pomeni milijarde prihodkov, ki se nikoli ne bodo povrnili. Zato Trumpova blokada ni igra sankcij ali pogajalsko orodje. To je strukturna prelomnica, kar lahko prekine dotok denarja, ki financira državo, IRGC in celoten sistem. Kaj je torej odgovor? Poslušati ljudi v Iranu. Medtem ko se režim trudi delovati, je najbolj priljubljena opozicijska osebnost, prestolonaslednik Reza Pahlavi, ta teden preživel v Evropi, kjer je zapolnil praznino in dejansko deloval kot edina prava voditeljska figura v tej celotni zgodbi, ki dejansko razume, kako izgleda pravo voditeljstvo, saj se neposredno pogovarja z evropskimi mediji in oblikovalci politik, hkrati pa izpostavlja njihova leta hinavščine in neuspešnega sodelovanja z režimom. Poglejte si to. V zadnjih 2 tednih sem imel 2 tiskovni konferenci. Eno v Stockholmu in eno včeraj v Berlinu. Na obeh skupaj se je udeležilo več kot 150 novinarjev. Skupaj smo preživeli več kot 2 uri. In v teh 2 urah mi niti eden od 150 novinarjev ni postavil vprašanja o 40.000 Irancih, ki so bili pobiti na ulicah moje države 8 in 9 januarja. Niti eden od 150 novinarjev me ni vprašal o 19 političnih zapornikih, ki so bili usmrčeni v zadnjih 2 tednih. Jasno mi je, da je mojih 40.000 pogumnih, nedolžnih rojakov, ki so bila poklana v boju za svobodo, malo pomembnih. Za te novinarje. Zdi se, da jih bolj zanima kritiziranje Amerike, sprašujejo, zakaj sta Združene države in Izrael ubili diktatorja, ki je 47 let klal naše ljudi, kot pa kritiziranje režima. Zato vedite to. Ne glede na to, ali Evropa stoji z nami ali ne, ali vaši novinarji opravljajo svoje delo ali ne, ali vaši politiki pokažejo pogum za ukrepanje ali ne, bom jaz boril za svoje ljudi in svojo državo. Tudi, če bomo morali to storiti sami, se bomo borili, dokler Iran ne bo svoboden. No, brezčutnost Evrope, kot jo je opisal, mislim, ali je usmerjena proti nam kot Izraelcem, kar zelo dobro poznamo, ali proti iranskemu ljudstvu, res ne bi mogla biti bolj očitna. In čas je, da ljudje nehajo pretvarjati, da v Iranu obstaja kakršnakoli resnična alternativa, ker resnica je, da je ni. V Iranu ni nikogar, ki bi ga ljudje sprejeli, ne reformista in zagotovo ne zagovornika trde linije. Obe oznaki obstajata znotraj istega sistema, ki so ga Iranci tvegali svoja življenja, da bi ga zavrnili. In po vsem, kar so Iranci žrtvovali za svobodo,
Od množičnih protestov do usmrtitev, od zaporov do mučenja, se je vedno znova pojavljalo samo eno ime. Na ulicah so vzklikali samo eno ime. In to ime je bilo ime prestolonaslednika Reze Pahlavija. Javne ankete dosledno kažejo, da je bolj priljubljen kot katerakoli druga oseba v Iranu in to z več kot dvomestno prednostjo. Ta podpora se je s časom samo še povečala. Prav zato je obsedenost poskusi, da bi ga diskreditirali, postala tako odmaknjena od resničnosti, ker temelji na recikliranih in, iskreno povedano, nelegitimnih kritikah, ki ne odražajo tega, kar je on dejansko povedal ali kar Iranci dejansko zahtevajo. Slika je zelo jasna. Imate režim, ki ne more določiti, kdo je njegov voditelj, predsednika, ki pravi eno, in vojsko, ki počne nekaj drugega. Imate pogajalce, ki se ne znajo pogajati, in imate IRGC, ki aktivno utrjuje svojo moč na vseh ravnih. Torej, ko ljudje govorijo o dogovoru, ignorirajo najbolj osnovno težavo tukaj, in sicer dogovor s kom? Kdo ga podpiše, kdo ga izvaja in kdo naslednji dan nadzoruje rakete? In trenutno ni pravega odgovora na to vprašanje, ki ne bi vodil nazaj k IRGC. Zato se to vsaj za zdaj ne konča z diplomacijo. Konča se s strukturnimi spremembami. In dokler se to ne spremeni, dokler na to nismo pripravljeni, se nič drugega ne bo spremenilo. In s tem se vrnimo k dobremu, slabemu in grdemu za ta teden. Začenjamo slabo zgodbo tedna, ker želimo zaključiti pozitivno z dobro zgodbo. Ta zgodba neposredno vpliva na verodostojnost velike vplivne organizacije v Združenih državah Amerike, ko gre za opredeljevanje in označevanje ekstremizma. Ker je nova zvezna obtožnica ta teden trdila, da je Southern Poverty Law Center med letoma 2014 in 2023 na skrivaj preusmeril več kot $3 milijone donatorskih sredstev posameznikom, povezanim z belskimi supremacisti in neonacističnimi mrežami. Da, prav ste slišali. Nacistične skupine. Po navedbah Ministrstva za pravosodje so ta plačila šla ljudem, povezanim s skupinami, kot so KKK, Arijske nacije, Nacionalna socialistična stranka Amerike. Pa tudi posameznikom, povezanim z organizacijo dogodkov, kot je shod Združimo desnico v Charlottesvillu. Obtožnica opisuje tudi mrežo vsaj 8 ovaduhov, od katerih so nekateri prejeli več $100,000. Eden od neonacističnih virov naj bi sčasoma prejel več kot $1 milijon. To pomeni, da to ni osamljen primer, temveč trajen sistem finančnih povezav z ekstremističnimi osebami, ki so ga v celoti financirali donatorji, ki so verjeli, da podpirajo boj proti ekstremizmu. Namesto tega je bil ta denar usmerjen v iste mreže, ki jih je organizacija javno predstavljala kot grožnjo. Ne pozabite, da je to ista organizacija, ki je leta določala, kaj v Združenih državah šteje za ekstremizem, označevala skupine, oblikovala medijsko poročanje in usmerjala politične razprave. In vendar je bila po mnenju zveznih tožilcev hkrati finančno povezana s tistimi elementi znotraj teh gibanj. Popolna izdaja vsega, za kar naj bi se zavzemali. Upajmo, da bodo s to novo obtožnico odgovarjali pred zakonom. In zdaj naša grda zgodba tega tedna. Prejšnji teden sem poročala o grozljivih spolnih zlorabah žensk v Gazi strani Hamasa. A ta teden je novinarka Natalie Lisbona iz Daily Maila razkrila še več. Novo poročilo podrobno opisuje več pričevanj družin iz Gaze, ki pravijo, da so njihove otroke spolno zlorabljali Hamas ali njihovi sodelavci. In ko so poskušali poiskati pomoč ali spregovoriti, so naleteli na zastraševanje in pritisk, naj ostanejo tiho. Te družine živijo v sistemu, kjer ni jasnega ali varnega načina za prijavo zlorab. Ker so iste mreže, ki upravljajo skupnostno življenje, vključno z verskimi voditelji in lokalnimi oblastmi, tiste, ki so obtožene, kar ustvarja zaprt okolje, kjer obtožb ni mogoče ustrezno preiskati in kjer strah pred povračilnimi ukrepi preprečuje žrtvam, da bi spregovorile. Poglejte. Harula me je peljal v univerzitetne kopalnice, mi slekel hlače in me začel nadlegovati. Bila sem prestrašena, a mi je rekel, naj nikomur ne povem. Bila sem prva, ki je šla tja. Eden od fantov, stražar, me je vprašal, kaj delam. Rekla sem mu, potem pa je šel gor in jaz sem šla za njim. Slekel mi je hlače in začel početi neprimerne stvari. Nato je prišel eden od zaposlenih na univerzi, zato sem si hitro oblekla hlače in pobegnila. Starši, ki so bili intervjuvani v istem poročilu, so prav tako opisali, da so jih opozorili, naj ne vlagajo pritožb in da so se bali posledic za svoje družine, če bi to storili. Tega niso storili, kar kaže na ta sistemski problem. To ni le osamljen primer, saj nakazuje, da tudi kadar obstajajo obtožbe o zlorabi, ne obstaja noben mehanizem za odgovornost ali zaščito.
celo za otroke ne. In kljub resnosti teh obtožb ni bilo primerljive ravni mednarodne pozornosti ali aktivizma, ni bilo obsežnih kampanj, ki bi pozivali k preiskavi, in ni bilo vztrajnega javnega pritiska za odgovornost. Kar jasno kaže na nasprotje med trditvami o človekovih pravicah in selektivnostjo, s katero se te trditve uporabljajo. Zlasti, kadar se obtožbe nanašajo na sistem, ki so ga mnogi izbrali opisovati v političnih ali ideoloških okvirih, namesto da bi ga preučili na podlagi poročil iz njegove notranjosti. Kot vedno ceno plačujejo civilisti, v tem primeru pa otroci. In ne nazadnje, da končamo z nečim pozitivnim. Dobra zgodba tega tedna je, kako izveda sprememba smeri. Ker prvič po dolgem času Združene države Amerike začenjajo obravnavati ideologijo, kot da je res pomembna. Še posebej, ko ta ideologija vključuje podporo skupinam, ki so jih ZDA označile za teroristične, in antiameriškim narativom, ki si prizadevajo za uničenje zahodne civilizacije. Nova navodila Ministrstva za domovinsko varnost zdaj dovoljujejo priseljenskim uradnikom, da zavrnejo izdajo zelene karte. Na podlagi javne podpore islamističnim terorističnim skupinam ali očitnim antiameriškim ideologijam, vključno z objavami na družbenih omrežjih, ki hvalijo ali opravičujejo nasilje, kot je Hamas, ali širijo propagando, ki neposredno in neupravičeno blati Izrael. Po gradivu, ki ga je pregledal New York Times, to ni sivo območje. Policistom je naročeno, naj tovrstno vedenje obravnavajo kot izrazito negativno in naj se posebej osredotočijo na posameznike, ki so bili dejavni na protestih na univerzah ali v gibanjih, ki so prešla v antisemitsko in antiameriško ravnanje. Z drugimi besedami, to, kar ljudje javno govorijo in počnejo, še posebej v zadnjem letu, se zdaj dejansko upošteva. In skrajni čas je že, saj je leta obstajala ta nenavadna nepovezanost, kjer so ljudje lahko odkrito podpirali Hamas, širili protiizraelsko propagando ali sodelovali v gibanjih, ki opravičujejo nasilje nad Američani. In še vedno pričakujejo, da bodo nagrajeni s pravico do stalnega prebivanja v Združenih državah, kot da nič od tega ne odraža, kdo so ali v kaj verjamejo. Ta politika končuje to pretvarjanje. Priznava nekaj, kar ne bi smelo biti sporno, in sicer to. Če se javno poistovetiš z ideologijami, ki ciljajo na Jude ali branijo teroristične skupine, ali pa prikazujejo nasilje nad ameriškimi državljani kot upravičeno, to ni zgolj politični izraz v vakuumu, to je signal. In Združene države imajo vso pravico, da ta signal vzamejo resno. Ne gre za nadzorovanje misli. Gre za postavljanje meje med svobodo govora in aktivnim poistovetenjem z gibanji, ki slavijo ali omogočajo nasilje, ter jasno povedati, da so za to posledice, ko prosiš za stalno prebivanje v Združenih državah. Še širše pa to pošilja sporočilo, da so dnevi ignoriranja teh protiameriških groženj in retorike preoblečene v aktivizem mimo. Kar rečeš in kar podpiraš, bi moralo in, upajmo, zdaj tudi ima posledice. In s tem zaključujemo za ta teden. Seveda pa se bomo vrnili prihodnji teden z več zgodbami o tem, kaj se dejansko dogaja po regiji, kako se razvija vojna proti islamskemu režimu in še več. Če menite, da bi morali pokriti kakšno zgodbo, me lahko brez zadržkov kontaktirate na družbenih omrežjih pri Emily K. Schrader ali na Instagramu pri Emily in Tel Aviv. V nasprotnem primeru se vidimo prihodnji teden tukaj na Access of Truth na Journals.